Spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. So mamca mediali, takole je zvenela tale pesem. Če bi mamca vedeli, da imamo danes nov asfalt v tem delu mesta, bi še enkrat zaploskali najprej za asfalt, potem pa za našega Reneja. Renej Vinraj, učenec 4. razreda harmonike glasbene šole Slovenske Konjice, se je prvi predstavil. To naj bi bil današnji uvod v to veliko prireditev. Zakaj govorim, da je velika? Kajti vsaka majhna pridobitev, ki se v kraju najde pred občinskim praznikom, ne mislim, da so je najbolj veseli krajani. Torej, lepo zdrav krajani. Lepo zdrav pa tudi vsi naši dragi gostje, predsednik Sveta krajevne skupnosti Slovenske Konjice in člane Sveta krajevne skupnosti, lep pozdrav. Izvajalce gradnje Marguč, Aleksander Marguč, Sebastian Turnšek, nadzornik pa tudi gospod Štefan Gorinšek. Pozdravljeni tudi vi. Poseben pozdrav je namenjen tudi predstavnikom občinske uprave. Potem pa pozdravljam tudi tiste, ki so zaradi določenih stvari danes tudi odsotni. Bojana Matavž, glasbena šola Slovenske Konjice, ki je pripravila glasbeni točki za današnjo otvoritev. S harmoniko se predstavita Renej Zingraj na harmoniki 4. razred in Nel Pesjak, harmonika 6. razred. Torej, pozdravljam naše muzikante, pozdravljam se naše goste in seveda vas, dragi krajani. Sedaj pa pozdravljamo na govoru, povabim predsednika Sveta krajevne skupnosti, gospoda Staneta Frima. Še enkrat, vsem lep pozdrav, ki ste se tukaj zbrali na današnji predaji namenov, skratka simbolni predaji ceste namenov, za katerega smo jo zgradili, modernizirali. Kdo bi rekel, da je ta lepa cesta, ki se tako zlije v to okolje, še pred nekaj časa bila makadamska in sicer ob vsakem večjem nalivu je odneslo pesek in je bila potrebna vzdrževati, nekaj ste sami delali, včasih tudi krajevna skupnost. Skratka, nekaj takšnih cest žal še imamo v krajevni skupnosti Slovenske Konjice. Ena je tukaj za vami, tudi zelo zahtevna za vzdrževanje, ki gre na grad. In seveda tudi par cest v Škavcah, na Blatu, ki še nas tudi čakajo. Vendar, kot za vsako cesto, je potrebno prej neke pogoje izpolniti, da jo lahko uvrstimo v program. Razumem vas, krajane Zgornje Pristave, ki ste kar nekajkrat naslovili na krajevno skupnost pobudo za vzdrževanje te vaše ceste in za modernizacijo. To pobudo smo obravnavali, mislim, vsaj to sem videl prvo iz leta 2014, pa verjetno še prej kakšna bila, pa to iz 2014 potem zopet obnovili v našem prejšnjem mandatu. Vendar, da cesto uvrstimo v program izgradnje krajevne skupnosti, je potrebno troje. Najprej, da je cesta kvalificirana, kategorizirana, da je cesta odmerjena in da se predhodno uredi komunalna infrastruktura. V letu 2021 je občina izvedla sekundarni vod, sekundarno kanalizacijo in tudi v tistem letu je bila potem končana odmera v celotni dolžini. Skratka, ti trije pogoji so bili izpolnjeni, krajevna skupnost je pa potem ta vaš odsek letos dala tudi v plan in sicer prednostno, tako da je to tudi naša prva letošnja investicija, ki smo jo naredili. Torej tudi čestitke članom Sveta krajevne skupnosti, ker je to uspeh vseh nas. Da so dela prišla do tega trenutka oziroma do predaje, primopredaje del, gre tudi velika zasluga in zahvala Metki Kralj, ki je pripravila po naši odločitvi za to cesto, je pripravila popise
in vse potrebno, vso proceduro za izvedbo naročila, sklenitve pogodbe, na katerih pa je bil izbran in seveda potem je tudi koordinirala dela, tako da Metka, hvala. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Gradnje Margoč, kjer je pa dela vodil Sebastian Turnšek in tudi njemu zahvala in seveda podjetju Gradnje Margoč, da je ta cesta bila zgrajena kvalitetno, v roku in v okviru pogodbene vrednosti, ki je bila celo nekaj nižja, kot je bila po pogodbi. Seveda zahvala pa gre tudi Štefanu Gorinšku, ki je dela nadziral in tako da skupaj z vsemi temi stroški je skupni strošek nekaj čez 80 000 evrov, kar je sicer kar zajeten del našega proračuna. Zahvala pa tudi občini, ki je dodala 15% sredstev v tem okviru. Kot krajevna skupnost imamo možnost na plan dobiti še 15 sredstev za tiste investicije, ki jih v tem tekočem letu planiramo. Skratka, z skupnimi napori smo prišli do tega trenutka in je to skupno uspeh vseh vas. Ne na koncu se pa moram zahvaliti tudi vam, krajanom tega dela, ker ste morali nekaj časa pač prenašati gradbišče, ste imeli moten dostop do domov, vendar verjamem, da ste to z prijetnim občutkom prenašali, ker ste vedeli, da bo potem ta dostop do vaših domov skratka veliko kvalitetnejši in tudi vam se tule kvaliteta življenja glede prahu pa vseh teh emisij pa skrbi, kakšna bo cesta, se vam izboljša. Vsem vam, ki ste uporabniki, tudi vsem obiskovalcem in šoferjem želim varno uporabo te ceste in varno vožnjo. Hvala. Takole, gospod predsednik, hvala lepa. Pozdravljam še gospoda Gregorja Stopinška, sedaj pa vas prosim, dragi prijatelji, prišli smo do tistega slavnostnega dela, kjer bomo prerezali trak in dali uradno v uporabo to našo cesto. Prosim gospoda Staneta Frima in Aleksandra Margoča, Gregorja Stopinška in gospoda Sebastiana Turnška, da skupaj v našem spremstvu stopimo do traku in ga slavnostno tudi prerežemo.